srca, razum in delo, v polnosti del našega narodovega telesa. V imenu odbora bo priznanja in medalje za predanost in zvestobo slovenskemu narodu izročil direktor družine Tone Roden. Majda in Lojze Starman. Življenjsko pot Majde in Lojze Starman je močno zaznamovala begunska izkušnja. Ko sta po drugi svetovni vojni z valom beguncev bežala čez Ljubelj, je bila Majda stara 8, Lojze pa 12 let. Spoznala sta se v špitalskem taborišču in se tam poročila leta 1958. Dom in družino s 6 otroki sta si ustvarila v špitalu na avstrijskem Koroškem, nedaleč stran od mesta, kjer so stale taboriščne barake. Življenjska zgodba zakoncev Starman, v kateri kot aktivna pričevalca rada spregovorita ob različnih priložnostih, je navdušujoča že sama po sebi. Trpljenje in zaničevanje, ki sta ga kot begunca doživljala na osebni in družinski ravni, ju ni potrlo, ravno nasprotno. Kot pogumna človeka o vsem, kar se jima je zgodilo, govorita odkrito in s tem odpirata vrata resnici in sočutju, ki ju slovenski preizkušeni človek nujno potrebuje. Molk namreč ne celi ran. Potrebno se je boriti in zato govoriti. Še bolj navdihujoča pa je predanost, s katero Majda in Lojze že 10 let sodelujeta z Rafaelovo družbo pri prepoznavanju in urejanju obsežnega arhivskega gradiva o slovenskih beguncih v Avstriji po drugi svetovni vojni. Leta 2006, ko sta prvič obiskala eno od razstav arhivskih fotografij, ki že 10 let potuje med Slovenci v matični domovini, zamejstvu in izseljenstvu, sta se samoiniciativno ponudila za pomoč. Z veliko zavzetostjo sta se lotila pregledovanja skoraj 20.000 fotografij, zbiranja podatkov pri Slovencih z vsega sveta, popisovanja dogodkov, krajev in oseb na fotografijah, pisanja pojasnil in opremljanja fotografij s podnapisi. V tem času sta sodelovala na številnih odprtih omenjenih razstav, kjer sta po eni strani preko svoje življenjske zgodbe ozaveščala ljudi o premalo poznanem delu slovenske zgodovine, po drugi strani pa ves čas nagovarjala obiskovalce, naj pomagajo pri širjenju gradiva, pojasnjevanju okoliščin in prepoznavanju oseb na fotografijah. Nepogrešljiva sta bila tudi pri pripravi vrhunske fotografske monografije Cvetoči klas pelina, ki tako kot razstave orje ledino in prikazuje življenje slovenskih beguncev v taboriščih na Koroškem. Z veseljem sprejemata posameznike in skupine, ki si želijo ogledati prostore nekdanjih taborišč in jim spoštljivo predstavita trpljenje, skozi katerega so potovali tisoči Slovencev. Zakonca Majda in Lojze Starman pri Rafaelovi družbi prostovoljno in brez pričakovanja plačila opravljata delo, ki predstavlja temelje za raziskovanje slovenske zgodovine, zato jima več kot zasluženo podeljujemo Ehrlichovo priznanje. Njun prispevek pri ohranjanju spomina na težke čase polpretekle slovenske zgodovine je neprecenljiv. Majda in Lojze, iskrena vama hvala. Naj vama bo priznanje hkrati spodbuda, da s tako vnemo delujeta še naprej. Spoštovana Majda in Lojze Starman, vabljena, da prevzameta Ehrlichovo priznanje z medaljo.
Jelka Mrak Dolinar. Maj in junij sta meseca, ko se marsikomu utrne misel na tragično pot begunstva, ki se je začela za neštete Slovence ob koncu druge svetovne vojne. In ko pomislimo na te naše begunce, nam prav družina Jelke Mrak Dolinar piše posebno zgodbo. Ta nam govori o begunstvu njenih staršev zaradi fašističnega nasilja na Primorskem, o izselitvi družine strani Nemcev v času okupacije in o begu pred komunističnim nasiljem z vsemi tragičnimi dogodki, ki so sledili. In vse to je Jelko Mrak Dolinar oblikovalo osebnost, zaradi katere smo se danes zbrali tu in kateri se želimo pokloniti s podelitvijo Ehrlichove nagrade. Pokloniti se želimo zaradi njene pokončnosti, odločnosti in njenega neotrudnega ter neustrašnega pričevanja o dogodkih, o katerih še danes marsikdo ne želi ali ne more spregovoriti. Kot 16-letno dekle se je v veliki spoštljivosti udeležila Ehrlichovega pogreba in pokropila njegovo mrtvo telo, ki je počivalo na Akademskem klubu v Ljubljani. Svojo pokončno in nadvse korajžno držo je naša 91-letna slavljenka dokazala skupaj s sestro Kristino tudi maja 1945, ko sta se odločili spremljati transport ranjenih domobrancev proti Koroški. Še več, ko je partizanska zaseda zaustavila vlak z ranjenci in ko so se vsi zdravniki odločili zapustiti ranjence in rešiti svojo lastno kožo, sta sestri Mrak ostali pri teh najbolj nemočnih in pomoči potrebnih, čeprav sta vedeli, kaj ju čaka. In prav to nadvse plemenito in herojsko dejanje je zapustilo nepozabno in kruto sled. Namreč 5 let in 8 mesecev neizmernega trpljenja v Titovih komunističnih koncentracijskih taboriščih. Po izpustu iz zapora je zapustila domovino in se odločila za begunstvo preko Karavank, kjer živi še danes. Kljub vsem krutim preizkušnjam današnja slavljenka ni izgubila svoje trdne hrbtenice in je ostala zvesta svojim načelom. Kot priča časa z neštetimi članki, intervjuji, predvsem pa svojo knjigo Brazde mojega življenja, priča o grozotah in krivicah, ki so se zgodile na naših tleh v med- in po vojnem času. Spoštovana slavljenka, ste ena od redkih prič, ki s pogumom in zgledno pokončnostjo ohranjate spomin na vojni in po vojni čas. Neočiščene rane, ki jih je zapustilo komunistično nasilje v slovenskem človeku, je treba očistiti, da se bodo lahko zacelile. Vaš trud in doprinos pri razkrivanju krivic in odkrivanju resnice je tisto očiščevanje ran, ki nam ponovno daje upanje v lepšo in složno bodočnost. Za svetel zgled, srčnost in pogum iskrena vam hvala. Bog vas živi. Vabljeni, da prevzamete priznanje. Marija Inzko. Marija Ziherl, poročena Inzko, je bila rojena leta 1924 v Vodicah pod Šmarno goro. V Ljubljani je končala učiteljišče in že leta 1945 poučevala v domobranski šoli v Voklem na Gorenjskem. Maja leta 1945 je bila z mnogimi pregnana na Koroško v Avstrijo. Poučevanje je nadaljevala tudi v taborišču Vetrin. V Svečah na Koroškem je spoznala fanta Valentina Inzka in se z njim poročila. Svoje 4 otroke je vzgajala v krščanskem duhu in ljubezni do materinega jezika. Nikoli ni zatajila slovenskih korenin, kljub življenju na tujem, kjer je bila njena družina zaničevana, preganjana
in zaznamovana. Več kot 30 let je sodelovala pri radiju, poučevala slovenščino, pisala za časopise in prevajala. V času pedagoškega dela je posebno pozornost posvečala vzgoji deklet in jih učila o življenjskih vrednotah, ki so nujne za zdravo in veselo družinsko življenje. Ves čas je gojila spoštljiv odnos do mladine in bila mnogim rodovom dijakov svetel zgled in potrditev, da je življenje nenehno preizkušanje človekovega zavedanja, da se dobro vrača z dobrim. Gospa Marija izredno ceni umetnost, kar dokazuje njena dolgoletna skrb za vzdrževanje Goršetove galerije in parka kulturnih ustvarjalcev, ki se nahaja v bližini njenega doma v Svečah. Kdorkoli iz različnih koncev sveta jo obišče, v njenem prijateljskem sprejemu začuti pristnost domačnosti ter toplino doma, ki ga varuje materina pozornost, spoštovanje, razumevanje in predvsem ljubezen. Obiskovalci izrekajo hvaležnost z besedo mama, Inskova mama. Marijine izkušnje vojne in begunstva presegajo osebno raven doživljanja in se prepletajo v širino ter zaobjemajo življenjske dogodke sorodnikov, prijateljev in znancev, kot tudi družbene, politične in gospodarske okoliščine zgodovinskega trenutka. Gospa Marija povezuje 3 stoletja, različne generacije in zgodbe več dežel. Kljub vsemu prestanemu ostaja klena Slovenka in pokončna kristjanka. Modrost in razum, preudarnost, sočutje in vera v Božjo ljubezen vejejo iz njenih pričevanj. V njenih besedah ni čutiti sovraštva in prezira, ampak predanost Božji volji, ki varuje srce, da ne pade pred zlom. Vse njene izrečene besede temeljijo le na resnici, na doživetem spoznanju dobrega in zla. Erlichovo priznanje jo vrača v čase, ko je bila 24. maja 1942 skupaj s sošolkami in šolskimi sestrami na Streliški ulici v Ljubljani ob truplu profesor Erlicha, ko je bilo že pokrito z rjuho. Udeležila se je tudi pogreba tega slovenskega mučenika in ob tem je žal, da se ni spomnila pomočiti robčka v njegovo kri. A rasla je iz njegovega duha in mu ostaja zvesta vsa leta življenja. Tako kot jaz je bil ponižan tebi brat na poligonu groze. Milijoni so nosili križ. Tudi Marija ga nosi. Resnica ti opozarja, spominja. Predraga in iskreno spoštovana gospa Marija Insko, to priznanje je dokaz, da cenimo in vrednotimo vaše delo na vseh ravneh vzgoje, kulture, pomoči ljudem, za vse, kar ste storili z veliko in nežno materinsko ljubeznijo. Hvala vam, da ste resnico posredovali prihodnjim rodovom in tako vsaj delno prekinili dediščino molka o grozodejstvih nad slovenskim narodom. Bog vas živi. Gospa Marija se zaradi zdravstvenih težav današnje slovesnosti ni mogla udeležiti, zato vabim sina Valentina, da prevzame Erlichovo priznanje z medaljo. Kot diplomat ne bi smel govoriti izven protokola, ne? Ampak se hočem zahvaliti v meni moje mame, Renke Zichar-Linsko, za to odlikovanje.
In imamo trikrat nekako povezavo z gospodom Ehrlichom. On je bil Korošec, se je rodil v Žabnicah, to je še bila Koroška tedaj, ne, pod Višarjami. Potem je bila žena mojega starega očeta, Franca Zicherla, je bila varuhinja Ehrlicha, ki je živela tedaj kot poštarca, je živela v Žabnicah, a ne. In tretjič smo že slišali, da je mama bila zraven, ko so ga ubili, hodila na njegova predavanja in na koncu tudi je bila pri njegovem pogrebu. Jaz bi pa rad povedal še nekaj o Šentjoštu, če mi dovolite, samo par besed. Namreč, jaz sem Šentjošt spoznal v Argentini, tam je se tudi rodila moja žena. In tam so bili Malavašiči, Skvače, Rožanci, Malovrhi, Oblaki, Kogovški, Dolinari in drugi. In šele dolga leta pozneje, ko sem bil veleposlanik v Sloveniji, sem prišel na vaš Britov in sem vsa ta imena zopet našel. In hvala Bogu seveda tudi žive. Tako da imate pravzaprav 3 Šentjošte, ne? Ene so vaši močeniki v nebesih in vaši veleposlaniki v nebesih, potem vaši veleposlaniki po celem svetu, predvsem v Argentini, v San Justu in seveda živi Šentjošt tukaj pri vas in še kako živ Nova Romarska pota, ne? In središče Slovenije, ker ti pravzaprav čutiš, da Slovenija ni samo država. Slovenija mora biti tudi domovina. Hvala. Kardinal Franz Rode. Franz Rode se je rodil leta 1934 v Ljubljani. Doma pa je z Rodice pri Domžalah. S svojimi starši in mnogimi Slovenci je po 2. svetovni vojni zapustil Slovenijo in nadaljeval šolanje v begunskih taboriščih na Koroškem. Po preselitvi v Argentino je stopil med lazariste ter nadaljeval študij v Rimu in Parizu, kjer je bil posvečen v duhovnika. Leta 1997 je za 8 let prevzel mesto ljubljanskega nadškofa metropolita. Po vrnitvi v Rim je bil imenovan za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki velja za enega največjih in najzahtevnejših uradov rimske kurije. Leta 2006 ga je papež Benedikt XVI imenoval za kardinala. Papež Frančišek pa ga je letos promoviral v red kardinalov prezbiterijev. Je nosilec številnih visokih odlikovanj, imenovanih predvsem tujini. Njegova delovna pot ga je, poleg opravljanja duhovniške službe, vodila od ravnatelja, predavatelja, publicista, urednika do avtorja več znanstvenih razprav in esejev ter pisca številnih knjig. V svojih kritičnih nastopih se je loteval širših družbenih vprašanj, kar ni ostalo neopazno v slovenski javnosti. V odgovornosti do cerkve in naroda je brez strahu izpostavljal narodnostno pomembno vprašanje. Javno je opozoril na upadanje rojstev in si kot človek širokega dialoga prizadeval za spravo med Slovenci. Nagovarjal nas je z besedami, ki so predbujale, spodbujale in navdajale z upanjem. Ni se ustrašil pogromov in kritik, na katere je vedno znal odgovoriti samozavestno in z argumenti. Kjerkoli je kardinal Rode deloval, je oral globoko in za seboj pustil brazde, ki bodo vidne še dolgo. V svojih besedah in dejanjih je svoboden in odprt. Ob njegovih mislih se mora človek ustaviti in jih široko mero srca in razuma dometi vse iskrivosti, širini in globini. Do Slovencev je zahteven, ima pa Slovenijo prisrčno rad. Njeno ime je ponesel med ljudi, ki stojijo na odločilnih svetovnih položajih in ustvarjajo zgodovino človeštva. Prepričan je, da je edina dobra revolucija, revolucija srca, o kateri pravi: človek se mora spremeniti v srcu. Tako resnico je prinesel na svet Jezus. Mislim, da je to edina resnična revolucija.
S kardinalom Rodetom doživlja slovenstvo enega svojih vrhov. Njegova življenjska pot razodeva duha odločnosti in kljubovanja, jasnih ciljev in izdelanih stališč. V sebi združuje lastnosti, ki so slovenskemu človeku od danih stoletjih do danes pomagale stati in obstati na lastni zemlji. Kot kardinal, mož cerkve in naroda, nam je svojim delom, pogumom, vero in ljubeznijo spodbudo, da dediščino prednikov prenašamo naslednjim rodovom. Spoštovani gospod kardinal Franc Rode, za vsa vidna in nevidna dejanja storjena v dobro Slovencev iskrena hvala. Bog vas živi.